Kdor pomisli na hibrid, mu verjetno pade na misel le en avto – Toyota Prius. Priznam, da kar težko verjamem, kakšen uspeh je dosegel ta avto. Predvsem zato, ker je šele sedaj dosegel nivo, ko lahko rečem, da je nekako uporaben. Pa je še vedno daleč od tega, da bi si ga moral želeti prav vsak. Največja težava hibridov je, da so enostavno predragi. Potem so še za večino grdi, ker morajo biti čim bolj aerodinamični, pa tudi ne porabijo tako ekstremno malo goriva. Tu gre bolj za imidž in nekakšno modno muho. Ampak Toyota je tu pred vsemi. To je že tretja generacija Priusa in to se pozna. Oblika je le postala malo bolj privlačna in daje nekakšen napreden videz. Narejena je tako, da čim lepše reže zrak, zato koeficient zračnega upora znaša le 0,25. Je pa zato takšna karoserija bolj občutljiva na bočni veter in na sredini prelomljena zadnja šipa zelo moteče zastira pogled nazaj. Še bistveno bolj pa se napredek pozna v notranjosti. Glavna smernica je tu futurizem. Vse je podrejeno vozniku, da je lahko ta čim bolj osredotočen na vožnjo in varčevanje. Plastika izgleda ceneno, ampak je dovolj dobro sestavljena skupaj in v sivih odtenkih lepo sovpada s celotno filozofijo Priusa. Tudi prostora in prilagodljivosti ne manjka, saj mora biti ta avtomobil predvsem družinski. In zakaj je to hibrid? Ker ima dva vira pogona. En je bencinski, drugi pa električni. Slednji se napaja iz teh baterij nikel metal hidridnih, ki so skrite tule spodaj. Hecno je, da ko pritisnete na gumb, nič ne zaropota, le zapiska. Potem prestavite v D, pohodite plin in spet nič, le avto se premakne. Čista tišina. Prius se lahko do kar 70 km/h vozi le na elektriko in do takrat slišite le kolesa. Škoda, da to traja le kakšen kilometer ali dva. Ko se baterije izpraznijo ali hočete hitreje, pa se vklopi še 1,8 litrski bencinski motor. Vse se dogaja samodejno, tako kot z brezstopenjskim menjalnikom. Tale B kot brake je za zaviranje z motorjem, da se baterije hitreje polnijo. Vožnja je še bolj zanimiva, ker vse lahko spremljate na zaslonih. Lahko bi imeli malo bolj moderno grafiko in boljšo ločljivost, ampak važna je uporabnost. Tudi projekcijo na šipa ima, kjer se takole izpisujeta hitrost in navigacija. Verjetno vas najbolj zanimata poraba in cena. Osnovni stane 25, tale pa čez 30 000 evrov. Ja, ni malo. Tovarna pravi, da takšen 17-palčnimi platišči poprečno porabi 4 litre. Meni je na primer na testu uspelo priti na 4,3 litra, ampak sem bil res umirjen. Čim želite slediti toku prometa in pogosto zavijate še na avtocesto, pa bo okoli 6. V bistvu je to še vedno dobro, čeprav lahko manj porabite s kakšnimi varčnimi dizli. Prius je krasen primer, kaj vse zmore tehnologija danes. Ko bo lahko samo z baterijami, ki jih boste napolnili doma, prevozil kakšnih 50 km, pa bo že huda konkurenca vsemu, kar se vozi po cestah.